Živijo, tukaj Valentin. Govoril bom o indoktrinaciji skozi visoko šolstvo. V našem javnem obveznem šolskem sistemu imamo različne stopnje vzgoje in izobraževanja. Gre skozi otroški vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo, višjo, visoko, fakultete, univerze. In način podajanja znanja je večinoma na tak način, da se učiš od drugih ljudi in da večinoma verjameš vsem, kar ti povedo. Ne preverjaš resničnost informacij, kajti od tebe se pričakuje, da te informacije enostavno ponavljaš. Gre torej za enosmerni prenos znanja oziroma informacij. In na ta način se človek navadi, da več ali manj sprejema informacije ter tudi razvije zaupanje določenemu viru informacij. Zlasti skozi visoko izobraževanje se študentom določa, kateri viri so verodostojni, iz katerih se je potrebno učiti, in tudi na kakšen način je potem potrebno neke članke, prispevke objavljati in jih ratificirati, preverjati, zato da se potem potrdijo iz strani določenih eminenc. Ko se človek vzgoji skozi takšen šolski sistem, podzavestno zapade v neko prepričanje, da je lahko informacija resnična in verodostojna samo, če prihaja iz določenega vira, samo, če je zapisana v določeni obliki in samo, če prihaja od določenih ljudi, ki imajo določene nazive, ki so magistri, doktorji, skratka z raznimi zvenečimi nazivi. In če se želi potem taki osebi nekaj dopovedati, prinesti neko odkritje, običajno vpraša, ali je to znanstveno potrjeno. Pokaži mi kakšen strokoven članek. Ali je to izšlo v kakšni uradni reviji. Ali je avtor te informacije kakšen doktor znanosti. Skratka, preden bi taka oseba zdravorazumsko in na lastno odgovornost začela proučevati informacijo, najprej do nje ustvari popoln odpor in šele, če ima informacija določene atribute, da je to iz znanstvenih krogov, iz strokovnih revij ali iz neke
javno visoko šolane osebe potem šele tej informaciji prisluhne in šele takrat pa jo tudi seveda brezpogojno sprejme, brez da bi jo preveril. Toda med mojim raziskovanjem verodostojnosti informacij sem ugotovil, da je ogromno znanja lažnega in še največ ga je v visokem šolstvu. Kajti višje, ko se napreduje po stopnjah izobraževalnega sistema, večjo težo ima znanje, večjo moč in zato tudi določene korporacije, organizacije vlagajo ogromne denarje, da bi se priredilo določene raziskave, da se podkupi določene znanstvenike in da se v te visokošolske kroge unese čim več sprevrženega znanja in lažnih informacij, zato da se ljudi zavaja in da imajo potem te organizacije od tega finančno korist. Žal pa ravno javni izobraževalni sistem vodijo osebe, ki so večinoma indoktrinirane in zaslepljene. Zato je zelo težko vpeljati kakršnokoli izboljšavo ali pa takim osebam odpreti oči, da bi lahko uvideli zablode našega javnega šolskega sistema ter znanja, ki ga podaja. Kajti vidimo lahko, da na tem svetu imamo ogromno problemov, ustvarjamo si ogromno težav in če ne bomo spremenili načina razumevanja in načina našega odnosa do informacij, potem bomo še naprej ohranjali te težave. Potrebno je zato, da vsak posameznik sprejme osebno odgovornost za to, kakšne informacije bo sprejel v sebe, kakšno znanje bo postalo del njegovega prepričanja, njegove osebnosti, njegovega programa in avtomatičnega odzivanja. Kajti vsako informacijo, ki sprejmemo v sebe, postane del programa naše osebnosti. In če delujemo na osnovi nekih nerealnih, lažnih, sebičnih programov, smo mi za to odgovorni in odgovorni smo za trpljenje, ki ga povzročamo drugim zaradi tega, ker živimo na osnovi takšnih prepričanj. Torej, običajno je, da više po izobraževalnih stopnjah, ko gre nek posameznik, bolj postane neodgovoren, kajti nekritično sprejema določeno znanje zgolj zato, ker mu je bilo predano v določeni obliki ali iz določenega vira. Potrebno je, da vsak začne preverjati
v samoiskrenosti, kakšne sprejete informacije so podporne za človeštvo in za celotno življenje na tem svetu, in da sistematično začnemo iz sebe odpuščati prepričanja, ki nas omejujejo in razdvajajo. Vsakemu zato priporočam, da se vpiše na brezplačni spletni tečaj, imenovan DIP Lite, ki omogoča tečajniku osnovne informacije in orodje za introspekcijo, za samo analizo sprejetih prepričanj in ugotavljanje, katera so resnična, katera pa ne. Na ta način, ko bomo vsi stopili na pot notranjega prečiščevanja, bomo lahko postali odgovorni pripadniki družbe in tega sveta in ustvarili bomo lahko ta svet takšen, kjer se bo zmoglo živeti v medsebojni harmoniji in sožitju z vsemi živimi bitji. Hvala za posluh in nasvidenje.